prvi vrsti, da moraš početi to, kar te res, da rečem, osrečuje, pa dela zadovoljenega. In meni je pač nekaj res nekaj najlepšega. Priješ na vrh hriba, pa gore, in vidiš to, kar si pretekel. Medtem ko pač ravnina je ravnina. Ho, ho, ho! Dobrodošli, spoštovani in cenjene! To je zadnja 12. epizoda prve sezone podcasta Zagret za tek. Z vami sem še zadnjič letos, vaš gostitelj Marko Roblek. Ta 2 meseca in pol sta bila res zanimiva, nedvomno tale podcast, ki sem ga začel bolj za šalo kot za res, mi je sedaj postal glavna prostočasna preokupacija, poleg teka seveda. Čisto res, ko sem se ubil v glavo, ajde, dajmo probat, kako tole zgleda, se mi še sanjalo ni, da me bo tako potegnilo, da me bo tako zaposlilo, ob tem, ko imam cel kup idej, kako bi tole še tehnično posodobil, kako bi tole še nadgradil, izboljšal, in ako bo sreča mila tudi z vašo cenjeno pomočjo, kmalu zašam tale svoj provizorični studio, tudi s kakšnim malo boljšim kosom tehnike. Ampak tehnika je še vedno v drugem planu, najprej je seveda vsebina, gostom iz Lepa ne bo zmanjkalo, hvala vam za vse vaše sugestije, vse ideje v naši majhni deželici, je zanimivih tekačev in tekačic toliko, da mi jih ne bo zmanjkalo vsaj za nekaj let tegale podcasta. Tako, zagret sem zelo, z veseljem bi vam še bolj pogosto serviral nove in nove epizode, ampak vsaka epizoda mi vzame kar precej časa z pripravo, precej časa z izvedbo in potem še z montažo in seveda distribucijo, tako da tempo, ki sem ga zastavil, je ta trenutek vrh glave, če želim vsaj malo hranjati kvaliteto, ki jo želim pošiljati v vaše predvajalnike vsebin. Ako se nam vremena potem še zjasne, mi tudi ne boste zamerili, če morda kakšen teden preskočim, vendarle bo treba iti tudi malo po svetu in raziskati še kakšno maratonsko destinacijo, organizirati še kakšen tek, napisati še kakšen tekaški tekst. Torej, hvala, ker ste z mano, dobrodošli vsi na nov, poklon vsem, ki me zvesto spremljate od začetka, prebili smo 200 naročnikov na YouTubeu, 100 naročnikov na audio kanalih, skupaj ste poslušali in se ogledali tele vsebine že več kot 8000-krat. Kaj bi si želel še kaj božga za popotnico? Jaz z velikimi pričakovanji in veselo pričakujem prihajajoče leto 2021. Delite, všečkajte, naročite se, če se še niste, razširite glas in če morda uspete, hvala že vnaprej, lahko tudi donirate. Ta teden Andrej in Michael, dankeschön, Mara in Branko, hvala, super ste. Do konca leta bi še tekli, pravite, ok, v naših logih je še en virtualni izziv, tega pripravlja Mitja Krevs, 30.37 je njegov najboljši čas na 10 in zdaj izziva vse ostale, da do konca leta v tem času odtečejo čim več. Kako daleč lahko vi pridete? Pa recimo, kakšno petko že stisnemo, so le prazniki, so le še kakšne druge stvari za počenjati. Me pa zanima, koliko bo Mitja sam odtekel v svojem izzivu. Fun fact tega tedna, pretekli vikend se je med redkimi prireditvami v tem letu dogodil maraton na Tajvanu, v Tajpeju. Kot kaže, bo to največji maraton na svetu letos, 28,000 udeležencev so imeli. Poleg domačih tekačev je bilo tudi nekaj tujcev, povabili pa so ducat elitnih tekačev z Afrike. In kaj je zanimivost pri vsem tem? Ta odprava je morala biti v Tajpeju že 14 dni pred dirko in za teh 14 dni so jih zaprli v hotel in tudi hrano in vse ostalo so jim dostavljali samo do vrat, zato da se ne bi pa ti nabrušeni in sob nevajeni Etiopci in Kenijci dolgočasili, so jim vsako sobo naštimali eno tekalno stezo. Je bilo to uspešno? No, pobrali so vse glavne lovorike. Že prejšnjič sem načel temo o super čevljih, se pravi generaciji tekaških copat,
s karbonsko ploščo pod platu, ki tekaču pomaga več energije prenesti v gibanje in posledično narediti bolj ekonomičnega tekača. Je bila ta izboljšava nekje med 1 in 4 odstotki. Povprečnemu rekreativcu je to dokaj nerelevanten podatek, pri vrhunskih letih pa je to že ogromno. Po analizi, ki jo je opravil en od ameriških tekaških analitikov, so svetovni rekordi, ki po tekočem traku padajo v zadnji 2 sezoni na razdaljah od 5 do 42 km, pravzaprav vsi nekje v rangu 1 do 1,5 odstotka, glede na prejšnje znamke, tako da rekord v polmaratonu, spet 14 dni nazaj, 57-31 je bil za ravno pol minute boljši od prejšnje znamke, kar je tam tisti odstotek. Ampak odstotek v disciplini, ker vlada taka nora konkurenca, ker treniški skrivnosti ni, ker so atleti pod rednim drobogledom antidopinških agencij, je ogromno. Zdaj tudi največji skeptiki že priznavajo, da pač čevlji imajo nekaj zraven, puristi se seveda ob tem zgražajo, pravijo, da je tek tehnično kompromitiran na ta način, a razvoj gre vseeno pospešeno naprej, to priznava tudi IAAF, ki so jo kar nekaj let pozivali, da nekaj ukrene. Letos je pač se sprijaznila očitno, da skaj veliko regulacije ne bo naredila nič dobrega za atletiko. Zdaj so spremenili še tisti člen, ki je doslej preprečeval uporabo copat, ki niso v prosti prodaji, se pravi prototipi. Sedaj atleti lahko nastopajo z njimi, če bodo ti prototipi v roku 1 leta prosto dostopni na trgu. Super čevlji so nadaljnega in bodo seveda krojili vrhunsko tekaško atletiko v prihodnjih letih. Najbolj agresiven je bil najprej Nike, potem pa, ko je izmostril to svojo grafitno ploščico, zdaj to furajo vsi. Konkurenca se na tem segmentu res izravnava. Adidas je recimo vroč s svojimi rekordi, zraven so Hoka, New Balance, Brooks, Saucony, Asics, Skechers, Nidani. Resno, tako da če tudi vas mika vsaj dotik in občutek vrhunskosti, kot da čevlji pod vami tečejo kar sami, če imate 200-250 evrov, si lahko par teh copatov mislite tudi sami. In pol mi sporočite, če zdaj delajo za tisti procent bolje kot vaši običajni. Nujno moram predstaviti še knjigo tedna, jasno. Le katera bila boljša za finale letošnje sezone kot najnovejša knjiga Davida Epsteina, Razpon. Že njegov prvenec, Športni gen, je bila izjemna, meni zelo všečna knjiga. Tam pod vprašanje postavi stališče, da smo lahko pač vsi vrhunski športniki v katerem koli športu, če le dovolj vadimo. Zdaj, z novo knjigo Razpon gre še korak dlje. Preučil je namreč uspešne športnike, pa tudi znanstvenike, umetnike in ugotovil, da v življenju nasploh bolje uspevajo tisti, ki so se v mladosti ali pa nasploh preizkusili na več področjih, kot pa tisti, ki so ozko specializirani že od malih nog naprej. Kljub Tigerju Woodsu, ki ga postavi za slednji primer, in sestre Polgar recimo, prepričljivo pokaže, da preizkuša na različnih področjih ponuja tisto prednost in možnost sinteze popolnoma novih, inovativnih prijemov in rešitev, ki je specialisti morda nikoli ne dosežejo. Tako da, ali kot pravi Boštjan Videnšek v svoji recenziji, prihaja oziroma je že tu čas raznovrstnežev. To niso ljudje, ki se spoznajo na vse, ampak ljudje, ki jih žene radovednost, ki jih žene strast in predanost. Sposobni so zato menjati poklice, športe in različne teme. Recimo, dober primer pri nas v vrhunskem športu je Primož Roglič, vse prej kot specialist od mladih nov za kolesarstvo, bil je skakalec, zdaj je pa vrhunski kolesar, ki pač potrjuje to pravilo. Tudi Epstein je sam v intervjuju priznal, da bi Rogliča, če bi ga prej poznal, lahko izpostavil kot enega od primerov raznovrstnežev. Tudi moj današnji gost, ki prihaja, bi lahko bil primer, ki potrjuje to pravilo. No in kdo prihaja danes v goste za, bom rekel, 12. epizodo, sem si izbral najboljšega gorskega tekača zadnjih let. Je izjemen talent, ki meša štrjenje tudi cestnim tekačem, je mlad, je angažiran, zelo motiviran, nepopustljiv garač, jasno, in tekmovalec. Je tudi vloger, družinski človek, mož in oče. Za piko na i prve sezone podcasta Zagret za tek se mi pred prazniki pridruži Timotej Bečan. Ampak še preden se midva razgovoriva, še posebno presenečenje.
Moje dosedanje goste sem poprosil, da mi pred prazniki pošljajo kako čestitko, dobro željo. Letos nam pač prav te vse prav pridejo. Tako da, spoštovani in spoštovane, tole vam sporočajo in želijo moji cenjeni gostje. Živijo vsi zagreti za tek. Laura, ni tako en crazy let za nami. Pač ja, vse skupaj tako, nič od nič, kar nekaj. In pol naj jo še coach pošlje na priprave v Kenijo pred Božičem. Za nami je eno noro odštekano leto, zato vsem skupaj želim, da se v letu 2021 zopet čim večkrat vidimo, odpotujemo kam, se družimo na tekaških preditvah in spijemo vso tisto pivo, ki nam ga letos ni uspelo. Tako da srečnega pa zdravega. Živijo, kar se tiče prihodnjega leta, imam za vas zdaj samo eno besedo in to je ventilacija. Naslednjega pol leta bo precej naporno in zato vam priporočam, da se zluftate vsak dan ali pa vsak drug dan. Srečno. To my friends in Slovenia, I want to wish you a very, very Merry Christmas and a happy, happy New Year. V 2021 čim več doseženih zastavljenih ciljev, predvsem pa čim več lepih poti do njih. Živa, srečnega pa zdravega, pa dajte v novem letu kaj novega provat, vedno kaj lepega to prinese. Recimo jaz danes prvič turno smučam. Srečno. Hej, lepe praznike želi cela družina Bitenc, naj se vam vsi cilji izpolnijo v letu 2021 in pa predvsem pa ostanite zdravi, no. Evo Marko, sva zmadla besedilo, ki si nam ga poslal. Se kar razpisal, tako da upam, da sva tole dobro naštudirala. Ajde, greva. 3, 4. Vesel Božič, pa veselo novo leto. And I certainly look forward to seeing you someday in your lovely little country right there on the Adriatic with sea and lakes and mountains. So I look forward to visiting you and I wish you all so well in 2021. This is Barefoot Ted out. Spoštovani ljubitelji teka, aktivnosti, živja. V prihajajočem letu vam želimo obilo zdravja, ki si ga začinite z dobršno mero aktivnosti ter seveda dobro literaturo. Bodite zdravi. Vsem tekačem, pa tekačicam, pozadnji, ki gledate tole, želim srečne božične in novoletne praznike. Ostanite zdravi. Ti si saj imela tako nekaj tega božičnega vzdušja od vsega skupaj, ko postavila sem lekcijo že sred novembra. Rogove. A ste videla vsakih norca iz mene? Danusa. A ti veš, da sem jaz že Pa lučke. gatah cel fucking teden, ker nimam prostora. Vesel Božič, Krismas in džema. Pa še ena stvar, to mi je zelo pomembno. Vi vem, da že tečete, dajte navdušiti še enega prijatelja za tek. Ok? Ajde. Timotej, živijo, dobrodošel v podcastu, hvala, ker si sprejel vabilo v 12. epizodo te vdaje. Hvala enako. Lahko bi rekel, ravno kar še na podelitvi nagrade za najboljšega gorskega tekača leta, je zdaj že v studiu. Čestitke za še en naslov, bravo, kateri naslov to je tvoj že zapored? Mislim, da je tretji. Tako da... Tretji. Ja, mislim, da je tretji. No. Moram reči, da ne vem na pamet. Ampak Kukar sem v gorskem teku, bo to po moje pravilni odgovor. Trikrat zapored najbrž, ne? Ja, tako je. Ja, to je šele začetek, ne, bi rekli kateri. Ja, bomo videli. O gorskem teku bo danes še veliko govorila. Dej, najprej mi povej, danes si zaposlen, seveda človek, a si danes že tekel? Ne, nisem. Danes še nisi tekel, pa najbrž boš, a imaš še v planu, ali imaš off-season zdaj? Ja, bolj bom to rekel, ja. Mislim,
prisilno off-season. No. Nekako mi ne znese vse skupaj, tako da moram mečkam se nazaj potegniti, pa bomo pa videli, kako pa kaj naprej. Ampak zdaj si najbrž v tistem delu sezone, ko si to še vse lahko prvoščeš. No, ja, dejansko. Sej že zadnja tekma je bila v Morbenju, to je, mislim, da je bil 25. oktober, tako da se prav od takrat ni ne duha, ne sluha v kakšni tekmi. Tudi za naprej še ne, tako da je zelo, zelo negotovo. No. Tam, po moje, po marcu se bo marsikaj vedel. No. Sam, ja, bomo videli, no, kako bo šle stvari naprej. Zdaj, če bo tako, kaj je bilo, se pravi letos, bo kar žalostno, ne, ampak upanje zamre zadnje. No. Tako da mogoče se pa vse skupaj normalizira. Vem, da vsi držimo pesti, pa vse možno držimo, kar je... Po moje vsi tekači, no. Kar se da držati. Sam jaz. Tako, ja, zdaj se večkrat nam je jasno, da prvi kvartal bomo še obsojeni na razne virtualke, pa na bajte. No, vse tako, ja. Ampak dajva reči, da aprila se nam da to pride, ja. Se nam pa vremena zjasne. Ampak kljub vsemu, ja, praviš, sezona je bila zelo, zelo okrnjena. Si vsem uspel vsaj ti zase spraviti skozi nekaj odličnih rezultatov, dosežkov, tudi uradnih dirk. Tle imam zabeleženo, da si začel sezono, ko je izgledalo še vse precej boljš, kot državni prvak na 3000 indoor. Ja. Tako je, ja. Zdaj lani sem se po zimi malo več osredotočil na ravnino. S fanti, z atleti sem tudi veliko treniral na stadionu, pa v bistvu so me enkrat povabili na trening v Novo mesto, ne? Oziroma v Češčo vas, na to notranjo stezo in mi je bilo res fajn. No. Tako da v bistvu kakšne 3 tedne potem je bilo pa še državno, pa sem rekel pač, zakaj pa ne. No. No in po presenečenju sem bil celo prvih. No. Se je kar dobro izšlo. Ja, drugače pa takrat se ni še nič vedel, se pravi, da bo vse v bistvu ta lockdown vseh tekem. V bistvu je bilo še čist, kot da bo vse izpeljano, no. Ampak pa se je pa malo začelo. Se pravi, spet paste tam zunaj, če Timotej reče, gremo malo probat, a ne? Če bo enkrat kolona bavil pol kolesarji, merkite se, vseeno, ja, državni naslov v 3000 na 3000 metrov, pa to še noter, vseeno si bil malo presenečen takrat, sam mislim, da si priobčil v enem zapisu, da pravzaprav ti je najbolj žal, da se več recimo atletov, hitrih fantov ni odločil, da bi se pojavili tam na štartu, ker bi bila lahko dirka recimo precej bolj žmohtna, precej bolj živahna. Zakaj misliš, da atleti, ki jih se vendarle ni malo tam zunaj, niso recimo prišli na dirko, ki je bila vendarle? Kaj pa vem, no. Jaz še vedno mislim, da se pravi v svoji primarni panogi je pač treba iti na državno prvenstvo. No. S tem pač v bistvu, pa tudi če pač nekdo misli, da ja, se ni konkurence, pa z lahkoto zmaga in podobno, ampak s tem se nekako razvija to naprej, a ne. In več, kot bi nas bilo, boljš bi bilo, a ne. Za vse, ne samo za nas. Dolgoročno gledano, ne, pač v tistem momentu je res, pač, ne vem, marsikomu res zdi butast prijeti kaj pa zmagati za 20 sekund, ne, na 3 kilometrih, ampak se mi zdi, da ni to pravno, dolgoročno. Tako da, jaz definitivno nisem najhitrejši Slovenc na 3000 metrov, daleč od tega. Zdaj sem tudi pol kasneje šel na par tek, pa se je to pokazalo. Ampak takrat sem pač bil, tako da si lastim ta naslov. Ja, v bistvu, no, vse strinjam se s tabo, na to, kar praviš, ne, atleti bi mogli ti saj na tistih par državnih prvenstvih, vendarle jih ni toliko veliko se pokazati. Potem pa brško ne, če bi res vsi prišli, ne, vsaj tisti, ki so da malo boljši, pa ne bilo več 20 sekund razlike na vrhu, ne, ker če bi se pa enkrat udarili, ne bom zdaj pomensko našteval, ampak recimo najboljših 5 slovenskih lestvic, ta trenutek bi bile pa razlike najbrž precej manjše. Tako da,
Če Pa kdaj, tudi bolj zanimivo za gledalce, sponzorje in se pravi, na tak način bi dolgoročno zmagali, ne? In eni in drugi. No. No, tako, ne, v bistvu slovenska, če kdaj, slovenska atletika, ki se zdaj na en način pobira, pa išče, rečemo, svojo smer, pa rezultate bi rabila ravno take dvoboje ali pa mnogoboje atletov, ki so sposobni se udariti. Sezona 2020 je bila za Timoteja Bečane vendarle uspešna, začela, kot sva rekla, se je z državnim naslovom, zaključila se je z državnim naslovom v gorskem teku na Šmarni gori, predtem še z rekordom na šmarnogorskem rekordu in tretjim mestom v močni mednarodni konkurenci. Vendarle, nekaj je pa bilo od sezone. Ja, dejansko ni bilo tako slab na koncu. No. Tam, ko bi rekel, od marca do avgusta je bila kar luknja, nobene tekme praktično. No, pa je pa bilo v Italiji, se je odprlo par priložnosti, tako da smo jih izkoristili. Pol vmes sem še tisti Triglav izvedel, no in ja, na koncu pa še 2 domači tekmi tukaj na Šmarni gori. Tako da na koncu pa sezona niti ni bila tako slaba spet. No. Je pa tako zelo precej manj mednarodnih tekem, svetovnega pokala ni bilo, tako da to sem pa kar pogrešil. No. Ja, je manjkalo, definitivno. Ni bila sezona, v bistvu, ni bilo to tono. Vse tudi ostale panoge, ne vem, kakšna atletika na stadionu, ne vem, pač ja, dosegali so se rekordi, ampak tekme so bile več ali manj vse v to usmerjene, da so bili neki zajčki, ki so narekovali tempo, ne vem, zdaj s temi lučmi so probali na stadionu, ampak se mi zdi, da to malo zgubila čarno, da to ni to, nekako ni več boj mož na moža, ampak je tako, prav, kdo bo zrušil 15 let ta rekord, ne? S pomočjo nekih pacerjev, kjer je vse kontrolirano in se mi zdi, da ja, lepo je, da se je toliko mej predstavili, ampak se mi zdi, da nekako ni toliko zanimivo, no, kot bi bilo sicer. Ja, zunaj so vedno glasnejši ti glasovi, ravno danes to, kar si uvedel, zanimivo. Sem bral en članek, ki ga je, mislim, da je na kenijska atletina napisala in sicer ravno na temu teh digitalnih pacerjev, teh lučk, ja, ne, da zdaj, da tisto, kar je bilo včasih pa človek na človeka, pa kar ni bilo več živih pacerjev, si mogel biti sam na progi, da se ti lučke tam prižigajo v tempu in je vse skupaj tehnološki doping, ona trdi, ne. Po mojem, da je, no. Mislim, ne z vidika tega, da je neki na tep, ne se pravala, ne vem, supergi, ampak ne, že to, da veš, da si ti s temi lučkami, da si ti, ne vem, dejansko pred rekordom, že to ti v bistvu pomaga, ne. Ker pač včasih niso imeli niti ur, niti ničesar, ne, pač tekli so na občutek, se pravi, mož na moža, ne, in pol, ne vem, zadnjih par krogov so pospešili, zdaj pa pač probajo vse v enakem tempu odtečta, ne, tako da, ne vem, no, kaj pa vem, se mi zdi, da če bi to ponavljali še par let, da bi vse skupaj umrlo, ni to. Bo zanimivo spremljati, a se bo ta novotarija obdržala, ne, ali bo pač, kakšno bo pač tudi stališče IAAF, recimo Sebastian Coe, ko so ga poprašali, kakšna je v letošnja sezona, je rekel, da so jo bolj odnesli kot ostale panoge. Ja. Potem so ga seveda pobarali, kaj pa meni v tem, da so vsi rekordi padali, pa da večina njih zaradi pač sodobnih copat, pa nekako ni hotel tudi na to temo, ki je veliko odgovarja, trduje, da po manjku tekem so vsi atleti komaj čakali, da pridejo ven, so zato tako dobro pripravljeni in zato so rušili vse rekorde gladko, ampak mislim, da zdaj že vsakmu laiku že jasno, da če v 2 letih ali po 2 sezonah padijo praktično vsi daljinski rekordi, da pač pa z vsem spoštovanje do atletov, ki so jih postavili, vendarle so vrhunsko pripravljeni, ampak vseeno, taki napredki so bili neverjetni. Nekdo je izračunal, zadnjič sem bral, da so pač ti rekordi od 5 do 42 kilometrov bili v tem času izboljšani, tam približno od procenta do procenta pa pol. Zanimivo, en tak podatek se je takrat, ko so Nike'ice bile prve s to karbonsko plato tudi pojavilo v javnosti, da zato, ki izboljšajo recimo ekonomičnost tekačev. In ti si pa Hoka navdušenc, ambasador tudi že nekaj let, mislim, da že celo svojo kariero.
2 leti, ja. 2 leti si ambasador hokej. Koliko ličnih modelov ali pa copat hokej imaš recimo trenutno v posesti? Težka. Mislim, da je ne 7-8, no. Tako da dejansko dobro, zdaj tekmovalni so na dopustu, da tako rečem. Ampak ja, v rotaciji pa imam tam 4-5, no. Tako da sem pristaš, da se to menjava skozi, da ni nekak čevelj tudi rab malo počitka, no. Tako da rečem, da se prav pena se povrne nazaj pač v prvotno stanje. Ok, s časoma se to pač stlači in zato tudi čevelj po ne vem 1000 pa 1500 kilometrih, a pa ne, meni naredijo tudi 2000 kilometrov z enim čevljem, ni več pač toliko učinkovitno, vse se da, ampak ni več to, no. Tako da ja, drugače pa jih imam po moje tam 7-8 pa 9, no. Pa jih pač menjam in vsakega za svoj namen, ne. Tako da nekako, da je življenjska doba čim daljša, ne. Tudi enega copata. Da s cestim ne grem glih na Šmarno, ki bi ga pač uničil takoj, z gorskim pa ne na asfalt, ki bi mu pa zradiral profila, ne. Tako da na tak način jih jaz rotiram in tudi je fajn obut vsakič kakšen drug čevelj, da je noga, da se ne navadi na udobje, no. No, to je super, recimo na svet, za tiste, ki posedujete več kot en par copat. Zdaj pa bi znal, ali pa bi si želel moče z teh izbrati, z teh hokic svoje najljubše, recimo. Ajde. Odvisno zakaj. Ja, to je res, podlaga. Ampak tako nasplošno, če dava čist čez palec, recimo v teh se pa zmer počutim nekaj posebnega. Ja, Carbon Rocket, meni se zdi ta čevelj res super, no. Se pravi, v bistvu je zelo odziven, se pravi, to je tekmovalni copat, ne, s karbonsko ploščo, ampak so ga naredili na tak način, da je tudi zelo udoben. Se pravi, dali so, prejšnji čevlji niso imeli karbonske plošče in so v bistvu mogli čim bolj tok čevelj narediti. Zdaj pa v bistvu ta plošča doda tok togosti, da lahko pa majčkeno kompenzirajo z neko malo bolj udobno peno in je v bistvu udoben in odziven hkrati, no. Tako da zdaj pa v kratkem pride Carbon Rocket X ven, ta pa mislim, da bo se pravi toga pena in pač toga plošča, tako da po moje bo res raketa, ampak bo pa majčkeno manj udoben, no. Drugače pa res, kar se tiče kombinacije udobja, odzivnosti, je pa to definitivno Carbon Rocket. Ampak je pa tako, no, ni ta čevelj za neke dolge razdalje, ni za vsakodnevni trening. Pač jaz ga imam za tekme pa intervale, no. Ampak, ko ga dam gor, nekako tako, se počutim res lahkega, odzivenega, tudi sam 1 milimeter ima paca, ne, tako da je ala barefoot, ne. No, evo, pišem. In že to mogoče. In že to mogoče pač pripomore k temu, no. Je pa hokej že nasploh, ima pač samo 5 milimetrov paca, tako da že to ni veliko, mislim, ni toliko, ker recimo Adidas Brooks, to imajo tudi tam 11-12, kar se mi zdi pa že kar malo veliko, no. In pol, ne vem, če gre človek nazaj na kakšno firmo, ki ima manj, ne vem, ali pa bosonogi tek, po moje telo je prej pač v takem obdobju, da nekako ne prenese tega, no. No, kakšno je pa tvoje mnenje dejansko, zdaj si pa uporabljal te čevlje že nekaj cajta, mogoče si, bom rekel, naprednejši uporabnik, ne? Se pravi, čevljev, super čevljev, kot jih danes pravijo, ne, s karbonskimi ploščicami. Se pravi, ti trdiš, da pomagajo, oziroma nasploh, kakšno je tvoje mnenje? Se cela panoga gre zdaj v to smer, praviš, vsi že delajo prototipe, če ne že prodajne copate, ki imajo to noter. Kako bi to podčrtal, recimo, ti vrednotu, ne? Ja, to je razvoj pač tako kot na vseh področjih, ne, na računalništvu, telefoniji, ne vem, avtih, ne vem, baterijah, karkoli. Tako da pač tudi tukaj se dogaja nek razvoj. Zdaj, jaz mislim, da smo pa uporabniki tisti, ki pač rečemo, ali to bo, ali to ni, ne. Zdaj, če ljudje tega ne bi kupovali, če se jim ne bi v redu zdel, pač bi trg propadel, ne, in bi pač šli nazaj. Tako da dejansko smo sami krivi, oziroma, kako bi temu rekel,
Če bo to šlo naprej, bomo pač tisti, ki kupuje, ne? Tisti je pač kriv za proizvodnjo. No? Jaz ne vidim tukaj nič spornega, no? Ampak ne vem, mogoče zelo boljš, ker je copat malo bolj tok, ker smo se malo preveč razvadili na to mehkobo in ne znamo več tudi lepo teči. Ker prvo je pač, da se naučimo lepo teči, pa še da gledamo na nekako blaženje in tako, kot vedno pravim, kombinacija tega dvojega je pa pač to, kar mi rabimo za to, da bomo lahko dolg tekli. No, sej tisti puristi, ki se zgražajo mogoče nad temi kvazi super čevlji, pozabljajo, ne, da pač, ko je Phil Knight izumil svoje prve Nike'ice na tistem waffle makerju, prej so tudi laufali v precej bolj neudobnih čevljih, ne, pa vsi ti puristi danes pravijo, da so mogoče čevlji iz 90-ih boljši kot čevlji danes, ampak tudi čevlji v 90-ih so bile enkrat novotarija, na katero se je nekdo drug zgražal. Seveda. Ja, če so res pravi... Bog ve, kakšne bomo imeli, ne vem, čez 15 let. Tako si ne znam predstavljati, ja. Vsakemu puristu bi rekel, da pač čevljo na rabku pa ne gre bosa, ne, pa bo imel še najmanj moralnih zadržkov, če smo že pri tem. Dejva imaš v tvojih treningih, me zanimajo, sicer tega ti veliko obelodaniš, recimo na Stravi, se da spremljati praktično vso tvojo, bom rekel, sezono, vse tvoje treninge in tako naprej, ampak vsem deva urisati malo za najno poslušalstvo in gledalstvo. Koliko kilometrov narediš na leto, imaš kakšne cikluse ali pač to delaš sproti za vsako tekmo posebej oziroma po občutku? Kako ti upeljuješ noter hitrostne treninge in gorske treninge in ostalo? Ja, letos je bilo ogromno pač prilagajanja, ker ni bilo nič dorečeno. Tekme so v bistvu bile, pa so pol odpadle, tako da se je plan skozi spreminjal. No. Nekako pa pač se mi zdi, jaz sem predstavljaš tega, da je treba vse pač razvijati. Hkrati pač ne smeš pozabiti v določenem obdobju tudi na hitrost, pa na vzdržljivost, dolgotrajno vzdržljivost, pa na pač vse segmente. No. Tako da nekako vsega pomalo skozi, pa recimo pač logično, volumen v pač netekmovalnem delu sezone je pač višji, mogoče tudi kaj več, kolesa, kakšni daljši teki po hribih, pa tako. Pa bližje, ko gre tekma, bolj mora biti telo pač aktivirano, pa spočito, hkrati, tako da nekako pač malo manjši volumen, mogoče intenzivnost celo malo višja, je pa pač treba se poslušati, definitivno. Nekako, da pač tudi, ne vem, mogoče je dober jest takrat, pač da se telo ne prekura, da pač dobi to, kar rab, to, kar pač zahteva priprava na neko tekmo, tako da nekako v tej smeri, no. Ja, definitivno bi bilo pa tudi meni lažje, da bi imel 2 tekmi na sezono, bi se pač osredotočil in bi bilo to. Ne vem, tako kot počnejo pač maratonci, oni imajo 2 maratona na leto, ne vem, tam marca ali pa aprila recimo, pa potem septembra, oktobra in to dvoje izpeljejo in vmes pač se pripravijo res optimalno. Tukaj pri nas pa malo se skače na to tekmo, pa na uno, pa je, ne vem, je tekma gor, pa je tekma gor dol, tako da je več dinamike v tem procesu, ampak ni pa toliko usmerjeno, se pravi, ne moreš pa iz sebe toliko potegniti, kot bi sicer lahko. Zdaj, ti si doma z Medvod, tako da predstavljam si, da so tvoji, bom rekel, playgrounди, tvoje tekaške steze vezane v prvi vrsti na Pohograjce, pa na Šmarko, še kje tam okrog tečeš, kje so tvoji tereni, da se te da srečati? Ja, včasih sem dosti tudi tukaj na Storžič zavil, ali pač tukaj, ko imam v bistvu z avtom dosti blizu. No. Ampak zdaj imam pač manj časa in ja, več ali manj sem na Šmarni gori. Do tja imam glih 4 minute z avtom, tako da mi ne vzame prav veliko. Ja, bi bilo pa bolj optimalno, da bi pač imel nek vzpon, ki bi ga pač odtekel v kosu in ne vem, se magar z gondolo dol vrnil. To počnejo v Avstriji, v Nemčiji, Italiji, Franciji. Tam imajo te možnosti, pač kupijo letno karto za dol in otečejo gor, ne vem, spodaj dajo
tistemu, ki skrbi za gondolo, pač not ruzak, imajo gor za preobleč, za spit. In je to tono. Tako da nekako mi te možnosti nimamo toliko dostopne, kot recimo oni, ampak pač se treba znajdeti po svoje. Ne vem, kje pri nas razen na Vogu, pa na Krvavec bi to lahko počel, ampak tam je zanemarljiv vzpon za tebe, ne? Tako da še zmer bi mogel cel kup enih spustov narediti. Če smo že pri vzponih, spustih, pa pri tvojem treningu, jasno je, da se slej ko prej pri vsakem, rekel, atletu, in ti vendarle si atlet, začnejo kakšne poškodbe. Ti vem, da ogromno delaš tega cross treninga, omenil si kolo, pa vem, da tudi plavaš, uteži premetavaš kar redno, uporabljaš vse te rehabilitacijske pa stimulacijske pripomočke. Kaj bi rekel, je to kombinacija vsega tisto, kar te pred poškodbami varuje ali še kaj drugega? Vse v bistvu imam zdaj en problem, ker se mi že dlje časa vleče. To je iliotibialni sindrom, mislim, da imam tudi malo vneto burzo zdaj, malo zategnjeno zadnjo ložo, tako da dejansko tudi zdaj pauzo, ki bom naredil, bo zaradi tega. Jaz bi res treniral naprej, ampak nekako moram poslušati svoje telo in pač kle narediti en korak nazaj. Tako kot vedno pravim, pač tisti, ki se res pač ukvarja s tem, tako na višjem nivoju, res posveča veliko svojega časa, energije, da gre res na svoje meje, je pač tudi telo večkrat na meji. In tukaj sem šel očitno enkrat malo čez in nekako se to še ni porihtalo. Tako da kljub temu, da ja, delam vse to, kar si že naštel, nekako se to še ni izboljšalo, tako da zdaj bom rekel, da bo zdravnik časno. Tako da bo mogel še nekaj v tej smeri več narediti. Je pa tako, zdaj možnosti so res, kakor sem rekel, ja, da tale korona ni nekako prizadela tudi ko bi rekel, mojega plana, ampak dejansko je, ker pač ne morem v bazen, ne morem v fitness in takih stvari. Tako da, če bi to bilo, bi mogoče zdaj že tudi kaj se popravilo, ampak nekako se še ne da, tako da čakamo. Zdaj mu reči, da se v te dejavnosti po novem letu tako kot šole, pozdravljamo se na ministrstvu, na vseh ministrstvih odprle. Ampak sej zdaj čas za počitek imaš tudi zato, ker si rekel, da pač se nič ne dogaja. Ponavadi se je takle čas dogajali in jaz sem tebe tam zares prvič v živo videl. In sicer jaz svojo tekaško bando v nedeljah hodim na Brdo laufat, pač naš krogec, včasih si predstavljamo, da smo res hitri, ampak ponavadi smo približno toliko hitri, kot pa polo gostilen, se pravi nismo. No in enkrat se spomnim, kakšne 2 sezone nazaj, mi smo štartali pol ure pred vami, ki ste laufali to zimsko tekaško ligo na Brdu, ki je bila ogromno, zelo popularna zadnje 2 leti sploh. No in mi laufamo tisti krog, v tistih 55 minutah se majhen tam pomudimo in v tistem že prileti prvi tam dol, gledamo po tisti ravnini, en dolgonogi Sloki Fantejo je šibal, 3-0 po mojem, mislim, da je bil takrat čas tam nek 32 minut, to znamko si na Brdu, ki je za vse, ki ne poznate te ceste oziroma potke okrog posestva, 9,7 km in 50-60 višincev, ti imaš tam rekord nekje 30 pa pol, ali kako je, je tako? Mislim, je 30-23 ali nekaj tazga, 30-22, nekaj tazga, ja. In to sredi zime, da ne bo pomote, ja. Ja, drugače meni pa še hladno vreme, tako da mogoče tudi malo zaradi tega. In pa ja, lani sem, tako kot sem že prej rekel, veliko treninga posvetil hitrosti, tako da takrat sem bil dejansko dobro pripravljen. Ne verjamem, da bi zdaj tako tekel. Tako da takrat mi je res šlo. Za nas navadne svrtnike je 40 minut tam okrog, recimo tista magična meja, ki fante loči od dečkov, mislim, ko moške loči od fantkov, ampak ti se pa zdaj spogleduješ zdaj že z mejo 30 minut, tako da enkrat boš to podaril, pa bomo mi počas kar nehali, ker je pa že brez veze. Res perfektno bilo ti si videti, ti so bile take zanimive dirke sred zime, tega, kar prej nismo bili vajeni. Tam so res fanti hodili.
Dejansko, ja, pač tako kot letos, ne, pač tega zdaj ni več. Ne. In vsako nedeljo se je zbralo 100 ljudi, odtekli, pač vsi smo bili dobre volje, ne vem, čaj, kuhančki na koncu in tega zdaj ni, no. In to se mi ne zdi v redu, no. Tudi verjamem, da ne bi bilo nič narobe, no, če bi to bilo. Tako da škoda, no, kaj ne rečem. Vsako leto bo pač težje pol to nazaj spraviti. Ker ljudje bojo, jaz upam, da ne bojo pozabili, koliko je bilo fajn, pa prišli nazaj. No. Jaz mislim, da ne, no. Jaz mislim, da bi znala biti udeležba v sezoni, oziroma takrat, ko se to odpre, še mogoče še večja. No, sej, mogoče bo pa še več. Ja. Ravno zdaj, ker smo teh virtualk že vsi počasi malo siti, a ne. Ti si diplomiral si na fakulteti za šport, drži? Ja. Se pravi, imaš ogromno strokovnega znanja, tudi kar se je rekel, ne samo lastnega telesa, ki ga tako sprovaš, ampak tudi kar se teorije in prakse tiče nasploh. Torej, treniraš tudi sam sebe. Si kdaj razmišljal, da bi najel pa kakšnega drugega trenerja, oziroma najbrž so se ti ponujali že zunanji trenerji, ki bi ti recimo treninške protokole določali in tako naprej? Kaj pa vem, mogoče niti, mislim, bi bilo fino imeti kakšnega, ko bi rekel, svetovalca, psihologa, bolj z tega vidika, no. Nekako jaz sem še vedno pristaš, da pač se res poslušaš, ne. Tako kot vedno pravim, tist, ki nima dovolj motivacije, ki nima mogoče dovolj znanja, tist mora imeti trenerja glih zaradi tega, ne. Jaz nekako motivacije imam pač na tone in nikoli mi ne zmanjka tega, da bi se pač res, ne, da bi naredil, če si zadam 10 intervalov, jih bom naredil 10, ne, nič manj, pa tudi nič več, ne. Zdaj veliko je pa takih, ki si reče na začetku, ok, jih bom, ne vem, 10, pa jih pa, ne vem, pa pri četrt morata težko, jih pa sam 6 na konca, ne. Recimo tak pa rab trenerja, ne. Ampak se mi zdi, da že v osnovi pol tak ni glih ista pravega testa, da nekako postane nekoč res dober, ne, ker pač moraš imeti to notranjo motivacijo, ne zdaj, da pač, da te nekdo preganja, ampak da si ti to želiš, ne. In se mi zdi, da kle jaz niti ne bi šel v to smer, bi pa imel neko ekipo, ki bi bilo več fantov zainteresiranih, da bi skupaj trenirali. To pa sigurno, to sem pa takoj za. In pa če že pač treba nekoga, ki pač vse to, ne vem, ali poštopa, napiše čas, analizira. To sicer tudi jaz zdaj sam delam, ampak malo olajša delo na koncev, ne. A pa ne vem, recimo v fitnessu, ki je malo dolg čas, ne, da imaš koga, ki se pač malo pomeniš z njim vmes ali pa kaj takega, ne. Zato bi bilo pa fajn, recimo. No, rokavice, oziroma poziv vržen tam ven fantom. Vse nas je veliko le okoli, ampak težko se je uskladiti. Vsak ima neke svoje v bistvu plane, ne govorim z vidika treninga, ampak se pravi, ne vem, en ima službo, en ima takrat neki z družino, nekako to je malo težje, no, ker pač, če bi bili vsi vrhunski športniki živeli od tega, pol ne bi bil problem, ne, ker je pač življenje posvečeno treningu in pa počitku, mi pač ne vem, bi se zmenili dopoldne trening skupen, popoldne vsak neki sam in je to, ne bi bilo problema, tako pa pač nekako se vsak more sam znajdeti pa preživeti in ne gre to pol na tak način, ne. No, lepo, da si tole omenil, recimo biti vrhunski športnik, biti profi, recimo, a je sploh možno ti pač, vem, da hodiš v službo, imaš družino, v bistvu se s tekom polprofesionalno ali pa ukvarjaš, ne, ali pa še to mogoče ne. A je sploh možno biti, ne? V Sloveniji najbrž itak ne biti profesionalc v gorskem teku, v teku nasploh, če so pri tem. Ali v svetovnem merilu je kaj profesionalcev, recimo, v tej disciplini? Ja, mislim, je možno, no, in tudi glih, pač meni dejansko manjka zelo malo do tega preskoka. Ampak je pa tako, da je v Sloveniji to težje kot drugje, no. Ne vem zakaj, ne vem, gospodarstvo drugo ali karkoli.
Ne vem, tudi kakšni, ki sem jih že prehitil, imajo zdaj neke zelo dobre pogodbe podpisane in živijo od tega dejansko. Pač trenirajo in počivajo. Ne. Sej, tako, ker, ne vem, veliko pač športnikov prav, pač jaz sem plačan za to, da počivam. Sej treniramo vsi enako, ampak pol je pa ta razlika. Kaj moraš početi? Ali se ti popoldne pač uležeš in daš telesu to, kar rab, to je počitek, ali pa pač moraš nekaj narediti za to, da si lahko kupiš za jesti, da plačeš za avto, elektriko, pa pač to, kar vsi vemo, kar je treba. Tako da jaz res močno upam, da to enkrat uspe. Imam vero v to in ne vem, nekako bom se trudil, da do tega pride. Je pa težko, to pa nekaj. No, evo, zdaj mogoče tudi po koncu te korone dejansko nekaj denarja pride tudi iz gospodarstva v to smer, zato da se stimulira pač tiste, ki imate kaj pokazati, konc koncev ti pri svojih 24-ih še le prihajaš v najboljša leta, ki ti imaš pred sabo še vsaj desetletje, recimo dosežkov. Ja, dejansko je to taka panoga, ki si lahko kar dolg časa dober. Pač lahko si vrhunski, tudi že atleti zdaj, eni so tudi že se pravi 19-ih, 20-ih, ampak zikar ne bojo tako dobri pri 30-ih. Tako da nekako, mislim, okno priložnosti je, ne vem, da bom rekel od 20 pa tudi do 40 let. Pač dejansko se dam v tem času v tej panogi, ne govorim za šprinte ali pa skok v daljino, kjer moraš biti res v parih sekundah so svojo moč pokazati. Ampak tukaj, ker je pa pač si lahko prvoščeš, nekje izkušnje, nekje pa res tista najboljša pripravljenost, kle se pa da marsikaj skompenzirati, pa biti dolg časa dober. Jaz mislim, da nič še ni zamujeno, samo treba je pač gledati daleč. Daleč v prihodnost. No, ker si omenil 20 do 40, lahko bi rekla še 150. Mislim, da je bil tako miren cvet, ko sta se dajala nekje na eni dirki, tisti posnetek sem videl, ko sta oba padala v cilj, on je bil takrat že praktično 50, se mi zdi, je tako? Mislim, je bilo to lani na Ratitovcu, se pravi, to je bilo kaj, 2, 9, on je bil že 50, 51. On je bil 51, ti si bil 23, tako da med vama ena generacija razlike, pa sta bila praktično skoraj enakovredna, tako da ni. Mogoče tudi še za naš ni prepozno, dragi sodobniki. No, ampak koronski čas je še eno stvar rodil pri tebi, zelo zanimivo, prej tega nisi počel in mi je všeč, da si postal prvi slovenski tekaški vloger. Zdaj mislim, da jih ima že krepko čez 100. Dej mi povej, kako se je rodila ta ideja, kje se ti je utrnila in kako se je potem vse skupaj odvilo v praksi? Ja, tako je bilo, se pravi, začeli se je v bistvu marca, prišla je ta korona, zvedelo se je, da bo tekem ne bo, to je vse odpadalo. Pač jaz sem imel določene sponzorje, tudi mogoče v prvi vrsti zaradi tega in sem rekel, kako bi jaz zdaj to pač upravičil zaupanje, vlaganje vame. Sem rekel, nič se bom predstavil na tak način. No, ampak na koncu sploh ni bilo to zdaj toliko v prvem planu, kot to, da jaz malo pokažem, koliko je dejansko gorski tek lep, dobro, kakšno strokovno debato, da tudi vržem, ne vem, načine treninga in podobno. Kakšen je tudi zdaj čist tak, pač življenjski vlog, sploh nima veze. Pač vse je povezano s športom, ampak nič pa mogoče ni s treningom, pa s tehnologijo in podobno. Ne vem, pač upam, da koga več dobimo v tek, ker se mi zdi, da je res lep športno. Po eni strani je zelo nezahteven, se pravi, dejansko kar rabimo, nujno kar rabimo, no, pa tudi to ni nujno, so neki čevlji, ne vem, hlače kratke ima vsak, kratko majico ima vsak, tako da, ko bi rekel, finančno zelo dostopen šport, ure ne rabimo dejansko in ne vem, v 45 minutah se da marsikaj narediti, tako da ne vzame veliko časa, ne pobere veliko denarja in vidiš lahko pa marsikaj. Greš na en hrib in vidiš vso okolico. Tako da se mi zdi, da nekako
jaz bi res rad, da se čim več ljudi ukvarja s športom, ki bi marsikaj preprečili te kronične bolezni, ne vem, tudi bolj imuni bi postali na vse skupaj. Boljše volje predvsem, bolj zadovoljni sami sabo. Tako da nekako prek tega tudi želim širiti dober glas v športu. Mislim, da je tak odličen insight recimo v življenje in delo vrhunskega športnika res fajn. No? Se mi zdi, da diametralna razlika od tistega, kar je bilo 20-25 let nazaj. Vem, da smo se na tistih tekmah v 90-ih, ti si se rodil takrat šele, mi smo pa hodili, jaz sem pa hodil po teh dirkah rekreativci in pa sem te malo boljše seveda spraševal, koliko trenirajo, kaj počnejo. Ne? In takrat je bila pač seveda navala, da so vsi lagali debelo, ne? Nobeden ni nič treniral, vsi so bili ful zmatrani, vsak drug je mu seveda kmetijo doma in sam tam delal, po koncu je šel malo laufat, prišel na dirko, pa laufal polovičko uro 15. Rekel, veš, tako je kar prišlo. Tako da zdaj mi bo všeč, v bistvu ti pa daš dejansko vse pokažeš vesoljnemu stvarstvu, koliko sem prej omenil, če imaš Stravo, veš, da je Timotej Bečan letos odlaufal 4500 km, naredil 200.000 višincev, kdaj, kje, kako, teku roglo pod 1 uro, pa pejte fanti, če morate. In tako naprej, kar se mi zdi, že Bitencu sem zadnjič rekel, vi generacija milenicov in še kasneje, ste bistveno bolj odprti, kar se tega tiče, ste pripravljeni se razkriti, ne samo zaradi tega, vas ni strah, da bo pač kdo zlorabil na en način te podatke, ampak se na ta način učite oziroma dajete drugim priložnost, da se učijo na vas, in spodbujate druge, da vam potem na enak način to znanje vračajo. Tako da, daj mi reči, koliko imaš dela s temi vlogi, nekega pa vendarle je, to zmontirati. Ja, nekaj je, sploh na začetku sem se kar lovil, ampak takrat sem imel dejansko čas, pač vse je bilo zaprt, kamer se ni smeli iti, tako da pač sem se s tem ukvarjal. Zvečer, ko je pač sta šla Jasmina pa Elija spat, sem jaz to pač urejal, ampak mi je vzelo ogromen čas. Zdaj sem se pa kar zverziral, tako da kar hit zdaj to naredim. Vmes, ker pač še nisem imel kamerce, pa zdaj drona, ker sem vse s telefonom posnel, je bilo to še bistveno prej, ker pač ni bilo treba vse downloadati, pa levo, desno, te posnetke. Ja, to je, ampak ni bilo pa, se pravi, ne vem, tudi slika ni bila tako dobra, pa to. Ko ni bilo toliko dovršeno, da rečem, ampak bistveno manj dela, tako da ne vem, ampak kakšen vlog, ki ga posnamem tako, da ne vem, pač samo takole, ko zdajle sebe snemam, pa ne vem, kakšen čevelj kažem, ne vem, to je zmontiran v 15 minutah, pa 10 minut, da posnamem, tako da to je hiter. Drugače skole, ko pa grem ven, pa snemam, se pa kar zavleče za kakšne pol ure trening, pa tudi kaj več daj, pa pol z montažo je manj več dela, ampak na koncu je pa tako, kot sem že zadnjič v enem vlogu povedal, meni je všeč tudi pač pač zase, ko nazaj pogledam, da vidim, wow, tam sem bil, pa tako je bilo, pa to sem videl, pa ta detajl je bil, nekako res je živ spomin, in tudi zase je to res fajn videti, ni samo zdaj, da jaz to kažem drugim, ampak v prvi vrsti zase, pa ne vem, kako gremo na kakšen izlet, prej niti slikal nisem, pol ne vem, čez en cajt, ko sem začel to malo objavljati, sem poslikal, zdaj pa vse to posnamem, tako da je še toliko boljšno. Včasih smo albume listali za konc leta, pa gledali tistih par posnetkov, zdaj pa pač video vsebine gledamo, se že fotk, skoraj da nekih je preveč. Eden najodmevnejših projektov tvojih podvigov letos, pač če ne živiš v jami, kdorkoli že tam zunaj, pa nikoli ne odpreš medijev, mogoče ne veš, ampak Timotej Bečan je letos spet napadal svoj rekord na Triglav. Zdaj si za 1:26:45 dokončno dvignil lednico do tam, da ni več dvoma, da je to najhitrejša možna izvedba iz kjerkoli z doline na vrh Doljaževega stolpa za prideti. Kaj pa spust? A si kdaj razmišljal, ti si res vrhunsko, smo pogledali večkrat tiste posnetke, kaj pa spust? A si razmišljal, da bi kombinacijo še tistega rekorda gor-dol podiral, ker spustaš vendarle si? Jaz verjamem, da bi šlo, pač niti me ni toliko strah, ničesar, tako da, ampak se mi ne zdi
tako bi rekel, malo deljena mnenja. No. Se tudi, ko ima človek pol otroka, pa partnerja, pa to vse malo bolj pasne. Ne. Ena taka zavora je v glavi. Ampak tudi se mi zdi, ne vem, jaz treniram zato, da sem čim hitrejši gor, pač tisto sekundarno je ok, če je kakšna tekma gor dol, pač da še malo, da sem tudi dober na spustu, ampak se mi zdi vseeno, tisto v prvem planu pri meni je, da čim hitreje od spodaj do gor pridem. Tako da nekako ta vzpon, mislim, ta izziv gor dol mi ne diši, pa tudi ne verjamem, da ga bom kdaj naredil, čeprav verjamem, da bi ga pač v bistvu, da bi podaril tudi ta rekord, ampak mi ni to tak izziv. No. Rajš sem drug let lotil spet vzpona. Prav sub 1,25 ali karkoli. Jaz mislim, da je možno. No. Saj že letos malo rezerve je tudi bilo, mogoče že v samem treningu prej. Ampak se pravim, toliko je bila negotova sezona, da niti nisem vedel, ali bom šel na to tekmo ali ne. Tako da zdaj, ko bo ta sezona šla naprej, pa si bom dejansko že toliko prej postavil en datum, pa dejansko treniral prav za ta izziv, naredil vse v tej smeri. No. In tudi malo prehrano, vodo, mislim pijačo, pa to naštudiral preko vzpona, in tudi šel malo prej probat, pa jaz verjamem, da se da še hitreje. Sej vedno se da, vedno je še kakšna rezerva, sploh pa športniki se mi zdi, da smo taki, da nikoli nismo tisti čist zadovoljni. Vsak pravi, da vedno je lahko še boljše. Tudi se mi zdi, da je dejansko, če pač realno pogledam, se da. No. Ni zdaj to 5 minut, ampak kakšna minutka, mogoče minuta pa pol, to pa sigurno. No. No, spoštovano gledalstvo, zdaj pa lahko računate sami, koliko višincev lahko naredite v uri 26:45. Jaz sem videl Timoteja Bečana v hokicah Toren 2, sem rekel, hudiča, te imam pa jaz tudi oranžene, sem jih dal gor in se podal na Storžiča. Ne? Vse, kar sem uspel narediti, je, da sem jih na 2 koncih pošteno strgal. Ja, v času pa raj ne bomo. Ampak še rekord si letos podaril, res je bil fantastični v formi, prej omenjeni rekord Šmarne gore. Bil si tretji zmagovalci, šum lih pod 11 minutami, tisti samo 12 oziroma 13 sekund za njim. Kakšen je bil pa ta podvig? Sem gledal tisti footage after pola, ko ste vsi po tleh ležali na pol pokozlani skoraj, da to pa bil all out. Ja, ta tekma je pa res pač ubijalska. Zdaj, mislim, da sem bil četrtič sem bil na tej tekmi in dejansko zadnje 3-krat sem vsakič dlje ležal na tleh po prihodu v cilj. Letos sem bil še tako 20 minut po pač prihodu v cilj, se mi je vrtel, kašljal sem, pač grozen sem se počutil, no, ampak pa je bilo v redu. Tako kot vedno, pač, to je vedno. Najhujše je takoj, ko priješ v cilj, pa se že sestaviš, pa ko pomisliš, kaj si dosegel, si pa zadovoljen. Ja, drugače sem šel, mislim, da je bilo avgusta 11:15, tako čist sam v bistvu, še en kolega je šel, tako da to je 3 sekunde razlike, kar ni praktično nič, bi rekel človek, da bi mogel iti na tekmi hitrejš in mogoče bi res šel, pač, ampak jaz sem bil, ne vem, tisti dan res živčen, tečen, ne vem, jaz mi nisem rekel res, jaz se že naprej upravičujem, jaz bom toliko bom v tem noter danes, da sem čisto v svojem svetu. In mogoče, če bi nekako, kako bi rekel, če bi se še malo bolj sprostil pa to, da bi dosegel še kaj več. No. Tako da, mogoče je tale, se pravi, rekord Šmarne zame bolj priložnost ta, da nekako naredim nek svoj izziv, pa v bistvu naredim kot uradno tekmo, ampak da sem samo jaz tam, da pač jaz sam sebe preganjam, ne da pač drugi ti vsiljujejo tempo. Pa mislim, da se kle tudi še da kaj narediti. No. Tako da ne, mogoče tudi nekoč pa če meja 11 minut, zakaj pa ne. Skozi smo bližji, sicer skozi pomen, ampak se pravi, nikoli ne reci nikoli. No, da se lahko vmešaš med svetovno elito, je bilo jasno že zadnjih nekaj let, ko si bil na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, zmer visoko pozicioniran, morda bolje
skoraj kot kdorkoli prej. Letos tudi v Trofeo Vanoni v Italiji, tisti dirki, ker so bili sami vrhunski tekači, si imel, kljub temu, da je bila štafetna tekma, najboljši posamični čas na progi. Je tako, se pravi. Ja, v bistvu zdaj pač dejansko vidim, da meni ustrezajo tekme dolge nekje med 20 pa 40 minut. Nekako. Pa mogoče se tudi rekord Šmarne gore mi čisto ustreza. No. Kar je daljšega, jaz pač nekako še očitno nimam dosti kilometrov v nogah, da bi zdržal tak tempo. Kle pa isto na tej tekmi, pač ja, dejansko sama smetana je bila. Začeli smo hitro, težko mi je bilo že v bistvu zelo malo po štartu, ampak pa sem si pa rekel, pa saj drugim tudi težko. In pol, ko se je mečkeno umiril tempo, sem rekel, zakaj bi zdaj pač nekako nehal trpeti, pa sem pač naprej potegnil in držal to pač do cilja. Tako da, res dober občutek, no. Res sem se presenetil, no. Jaz sem mislil, ne vem, če bom med 15 bom dober, ker dejansko bila taka konkurenca, ampak na koncu pač prvo mesto in pač ja, dejansko presenečenje, no. Tako, dosti veliko presenečenje. Zame in tudi za vse verjetno. Mislim, ti se bilo kar noro, no? Kako pokoriti, kaj bi se zgodilo, če je bila to kakšna tekma svetovnega prvenstva, evropskega prvenstva, to bi bilo zanimivo spremljati, no, ampak evo, zdaj se vprašam na teme, ki se ti jo moram vprašati. Sporednice se kar same vlečejo, se pravi, si odličen gorski tekač, morda, eden najboljših v zgodovini Slovenije, pa še na začetku si, ne? Hkrati si pa odličen, tudi cestni tekač. Malo je takih bilo v zgodovini, bil je pa eden. Bil je Mitja Kosovel, ki je bil, večkratni svetovni prvak v gorskem maratonu. Hkrati pa se je vso svojo kariero, se pravi, oziral tudi po olimpijskih igrah. Vsak olimpijski ciklus je iskal maratone, kjer bi pač dosegel olimpijsko normo. Žal mu nikjer ni uspel. Kritiki so potem pravili, ja, seveda, to pa zato, ker se Mitja ni osredotočil samo na cestni tek, zato pa zato, ker teče gorske teke, pa mu skrajšajo korak in tako naprej, pa nimam biomehanike pa tako naprej. Zdaj mi povej, kakšno pa tvoje mnenje? Najbrž so tebe isto že spraševali, zakaj pa ne greš na stadion, zakaj pa ne greš na cesto, pust gorske teke ali pač ne vem. Ja, meni se zdi, da v prvi vrsti, da moraš početi to, kar te res, pač, da rečem, osrečuje, pa dela zadovoljenega. In meni je pač nekaj res nekaj najlepšega, priješ na vrh hriba, pa gore, in vidiš to, kar si pretekel. Medtem ko pač ravnina je ravnina, ne vem, je v Ameriki je enaka, v Avstraliji ali pa pri nas. Hribi so pa povsod različni, povsod je drug razgled. In jaz pač v tem uživam. Tudi v šport sem šel zaradi tega, ne pa zaradi tega, da bi pač nekomu dokazal, kaj sem sposoben. Pol kasneje je prišlo, pač s treningom je prišlo do tega, da dejansko sem sposoben marsikaj narediti in zdaj gre trening tudi v to smer. Je pa tako, tudi cestni tek, veliko je poškodovanih, tudi jaz sem pač to staknil tam, kjer sem delal pač malo prehiter mogoče. In ja, evo, če že zdaj rečemo za trenerja, bi pa nekako, ne vem, recimo, da bo Elija hotel teči, zdaj vem, kako pristopiti, se pravi, treba res postopoma iti, ne pretiravati, vse pogledati, se pravi, celo telo, se pravi, delati dopolnilne vaje in podobno, tako da pač na tak način, ker v bistvu korak pri cestnem teku je pač čist na meji, se pravi, kot med nogama je pač dejansko tisti mejni, ki nam pač dopušča. Pri gorskem teku je korak krajši, ni v bistvu nevarnosti, da bi se karkoli pretegnili ali karkoli. Sploh, če govorimo gora, zdaj dol je spet druga zgodba. Plus tega gor so bistveno manjše sile, mogoče 2-3-kratnik naše telesne teže, a pa še to ne. Potem podlaga je mehka, asfalt je trd. Tako da zdaj se mi zdi, da če dolgoročno gledamo, je gorski tek bolj nekak zdrav šport. Človeku prijazen. Ja, tako je. Pa jaz bom v bistvu, vedno se bom pač osredotočil na to.
Ne bom zdaj neke olimpijske norme v maratonu lovil, verjetno, ker bi tudi mogel že prej začeti s tem, a ne zato, da bi bilo karkoli prepozno, ampak glih zaradi tega, da bi pač postavil temelje, da bi lahko se temu tako posvetil, a ne. Se mi zdi, gorski tek je pa, se pravi, priložnost tudi kasneje, ne, glih zaradi tega, ker pač telo ne rabi toliko teh adaptacij na, se pravi, ta korak, da pač, da tudi človek dober postane. Zanimivo, da si omenil to bazo, pa vse stvari, ki vodijo v tem do vrhunskega rezultata, v teku specializacije. Pravzaprav v vodu pač v tej epizodi predstavljam knjigo Razpon, ne vem, če jo poznaš, je Frišna, od Epsteina, vrhunska knjiga. Njeno glavno sporočilo je pa to, da tisti zgodni specializanti praviloma na koncu dosegajo manjše uspehe kot ljudje, ki so raznovrstni. Tudi tebe sem recimo dal za primerek bolj raznovrstnega človeka, ki je v tek šele pri 19 v gorski tek prišel čisto iz drugih športov, iz košarke recimo, pa kolesaril se nekaj in tako naprej. In kljub temu, da si se pomeril, bom rekel, z specializiranimi tekači, ki so vrsto let predtem že trenirali to disciplino, si vseeno praktično uspel v sezoni 2 jih ne samo premagati, ampak jih gladko nadvladati in zdaj pač dominiraš v tej disciplini. A bi rekel, da ti je ta širina, bom rekel, pa čeprav košarka pa gorski tek nista povezana na prvi pogled, prav nič, pomagala morda, da si kakšne izkušnje v tem potegnil, pa naredil. Jaz bom rekel, da je čisto vsak je svoja zgodba, ne. Ni pravila, ki bi določil, ali je, mislim, je dobra zgodna specializacija ali ne. Zdaj lahko dam za primer, sploh lani sem začel spremljati te brate Ingebrigtsen, Norvežane, pač tudi najmlajši izmed njih Jakob, mislim, da je glih zdajle 20 bil star, pa ima, ne vem, evropske rekorde na, mislim, da na 3000, na 1500, norveške rekorde, pač res dobre čase dosega, tudi v svetovnem merilu, med vsemi temi afriškimi tekači. On je dejansko pač začel zgodno specializacijo, njegov oče se je res posvetil temu, naštudiral stvari, res pazijo na vsak detajl in njemu je uspela. Zdaj mnogi napovedujejo, da nekako se bo pa ustavil, ne vem, pri 22-23 letih in pač od takrat naprej ne bo. Tako da zdaj to bomo videli, je pa, ne vem, ogromno zgodb, ki pa ne vem, eni igrajo fuzbal, košarko, ne vem, pa recimo, ne vem, Primož Roglič, skakavc, se pravi čist ne aerobni šport, gre v čist aerobni šport, kot je kolesarstvo. Tako da jaz bom rekel, da ni nekega splošnega pravila, kar se tiče, se pravi, pol vrhunskih dosežkov. Kar se tiče pa nasploh pač ljudi, vadbe za zdravje in podobno, je pač več stvari različnih, kot počnemo, boljše, ker pač vsaka zahteva od telesa nekaj drugega, ali procese, ali pač točno določene mišice. Je pa fino, da obremenitev ni pač preveč enostranska. Tako da tudi mogoče jaz, ki imam zdaj ta problem z iliotibialnim sindromom, jaz sem pač med tem, ko sem košarko igral, sem odrival z levo nogo. In se mi je nekako leva noga mi je postala močnejša, desna, da je ni se toliko razvila. In zdaj imam pač problem s to desno nogo, ker je pač bila enostranska obremenitev. Na tak način, se pravi, če pa nek šport, kolesarstvo, ki pa pač dejansko obe nogi delata hkrati, tek na smučeh, bolj v bistvu te ciklični športi, tukaj pa ni toliko enostranske obremenitve in se pravi, se da nekako prideti čez brez nekih težav. Recimo, ne vem, če pa pogledamo tenis, ki pa tudi pač držijo lopar z eno roko, ne vem, tudi Nadal, drugo roko ima suho, druga je pa čist žilava, je spet razlika in nekako prej ali slej se pol neka težava pojavlja. Tako da je treba res pač, šport je res tako zelo, zelo kompleksno področje
in je res treba na vse paziti. A ne. In ja, pač dejansko težave se pa pokažejo takrat, ko je telo na meji. A ne. Prej se ne, ker pač je v neki coni udobja, ampak ko pa pač se začneš s tem toliko resno ukvarjati, da pač vsak dan, a pa ne vem, parkrat na teden si na tej meji, se pa pač lahko enkrat zgodi ta preskok, da pač nekaj ni v redu. No, zdaj, veliko stvari si povedal, zelo zanimivih, se vidi, da imaš veliko strokovne podlage in bi te še marsikaj lahko vprašal na to temo. Seveda tudi ni naključje, ne, kot diplomant fakultete za šport si med drugim tudi trener v več klubih bil, oziroma si še, med drugim si tudi trener na pripravah v Domžalah, drži, tam imaš maratonsko oziroma tekaško skupino, kar veliko, enkrat sem bil letos tam pri vas, pa sem videl, da vas je bilo kar ogromno, takrat mislim, da si jih gnal ravno na petko, na en time trial, so bili že vsi malo škilasti, že pred štartom, ti se bilo zanimivo. Ko si se znašel v tej zgodbi, so te tudi pobarali, pa so te povabili zraven? V bistvu sem nekako bil v fazi, ko sem iskal neko delo, neko zaposlitev. No in mi je en v bistvu sošolc na faksu mi je poslal screenshot, iščemo trenerja na pripravah. Jaz sem to poklical, valjda, smo se vse zmenili in nekako takrat naprej se pač skupina, res luštna skupinca, ful se imamo dober, sicer zdaj pač spet, ker ne smemo, ne vem, zdaj že od v bistvu, mislim, da sredine oktobra tega ni, ampak drugače se imamo res fajn. No. Pač odtreniramo, velikokrat gremo pol na pijačo, tam v lokal, dobro se imamo, pač ja, na začetku malo klepetamo med ogrevanjem, pol orang delamo, pa se pač spet raztegnemo, iztečemo in spet dobra volja. Tudi jaz imam res zadovoljstvo biti trener tam. Ja, pač mogoče letos je bilo tako malo, se pravi, je bilo še malo težje motivirati se skupaj, ker pač ni bilo tekem, ok, bile so virtualne, ampak vemo, da to ni to, no. Ampak ja, pač še dodaten izziv je bil to, no. Tako da ja, tista petka je bila v bistvu tudi zato, da nekako, ker ni tekem, da vidimo, kje smo. Bravo, jaz mislim, s komarkoli sem tam govoril, so bili vsi navdušeni, da jih ima pač takle čemp v bistvu načesa, in verjamem, da tudi zaradi tega napredujejo. Daj mi povej, med slovenskimi dirkami, poleg omenjenih, ki so jih že dala skozi, bi izbral še kakšno, ki ti je res všeč, kakšen trail tek, kaj tazga, kakšno dirko po hribih? Ja, v bistvu jaz nisem tisti klasični, ko bi rekel, trail tekač. To je zdaj zelo v modi, ta beseda. Ja, res je. Jaz sem bolj tisti atletski tip gorskega tekača, se pravi, da gre na čas, da gre, se pravi, da lovi tiste sekunde, nisem to, kako bi rekel, doživljajski gorski tekač, Uživač, pač gre na tekmo, da gre pač zato, da se malo luštam, pa to, pač ne, jaz grem na tekmo, da pač pokažem to, kar sem delal, pol po tekmi pa uživam, valjda, no, se tudi med tekmo, ko se matram, to je zdaj malo kontradiktorno, ampak tisti, ki teče, to pozna ta občutek. Tako da nekako, zdaj meni ni to toliko všeč, da gre v to smer teh daljših tekov, ampak nekako, kako bi rekel, meni je recimo tek na Ratitovec mi je bil zelo lep, na Veliko planino, kjer so bile še kaj tekme. Recimo tale primorski pokal, zelo lepe, zelo luštne tekme, zelo taka domača organizacija. Drugače pa ja, najraješ pa hodim na tekme, kjer dam res vse od sebe, to so pa te svetovni pokal, ne vem, recimo, ali pa tudi tekme, bivše tekme svetovnega pokala, v Nemčiji, klele Bergen, kakšne take tekme, no. Imam pa rajš tekme samo navzgor, to pa zihar. Čeprav mi tudi spusti ležijo, imam rajš pač, da je na vrhu cilj, da dam res na vzponu vse od sebe, da mi ni treba še računati, da si bom pustil kakšen procent energije še za v dolino. Mogoče pa, ne vem, ko bom star pa, ne vem, 40, 45, ja, bom pa tudi na daljše hodil, pa predvsem šel na tekmo zato, da uživam, ne toliko, da pač
da nekaj pokažem, pa da se borim za tista prva mesta. Ne. Se pravi, zdaj moram v organizacijskih vodah ustrajati še 20 let, zato da bom na svoji tekmi gostil Timoteja Bečana. Itak sem trail temo načel samo zaradi tega, da te povabim na Bled, na naš blejski razgledni trail, da telim našim fantom, lokalnim matadorjem morda pokažeš, da se da še kakšno minuto hitrej iti. Ampak ti se te že zvabam pol enkrat, pol boš rehabilitiran, pa boš imel To brez skrbi. Ja, Bomo pa- probali. Pa enega drugega bomo naštimal, da bo snemal vmes ta vlog, da ne boš ti kamere rabo predstavljati. Vem, da ob ti strani ves čas stoji tvoja draga žena, ki je tudi vrhunska tekačica oziroma odlična tekačica, Jasmina Jelovšek, ki jo pozdravljam na tem mestu. Mata skupaj že tudi sina Elijo, drži? Drži. A bo že 3 leta stara, tam nekje? 2 leti bo. 2 leti. 10. januarja bo 2 leti. Ja. Bo dopolnil 2 leti, ima tako lepo svetopisemsko ime in sem se spomnil, vse poznaš izraz hiter kot Elija. A ne? Ja. To sem to poslušal v svoji mladosti, od kakšnih starih mam tam, a ne, ko sem bil še mlad, pa malo hitrejši, a ne, hiter kot Elija, a ne, sem rekel, pa slišam Timotej Bečan ima sina, ki mu da ime Elija in prej sem rekel, da ga bo še treniral. Kaj to pomeni? Spoštovane za slovensko atletiko pa gorski tek čez kakšno desetletje, si lahko sam mislite. No, daj mi sam povej, če so že načela to temo, razumete se v družini najbrž odlično, zaradi tega, ker sta oba iz istega športa, pa dejansko znata razumeti en drugega v dobrih in slabih dneh pri tem. No. Ja, to ziher, no, pač nekako Jasmina me res vedno podpira pri tem, da res da treniram, da hodim po tekmah. Tudi recimo, če že povem za Morbenjo, ne, jaz sem bil odločen, ne grem, pač ne da se mi voziti tako daleč, rajš bodimo zdaj malo skupaj, meni je tako ni cele dneve doma, ne, nismo nič skupaj. Rekla, no daj, pejt, no in evo, nekako najboljši v bistvu rezultat sezone je pol iz tega prišel, ne. Tako da ja, pač nekako je pa malo težje, ne, se pravi organizacijsko, ne vem, zdaj smo bili na Šmarni, pa nekako ni hotel on gor, pa vse skupaj se malo zakomplicira, ne. Tako da, ja, pač ko človek dobi otroka, ni zdaj vse, pač tako, kot si on želi, ampak tudi je treba malo otroku prisluhniti, ne, se to vsi starši vejo. Tako da, ampak se to že enkrat pol normalizira, vsi moramo iti čez to in se mi zdi pač nekako, je pa fajn pol otroka upeljati v šport, ne ga siliti, a ne, ampak jaz mislim, da če mu na nek zdrav način predstaviš šport, da pač to sprejme, ker ne vem, se tudi tam malo, bi se velikrat hecamo doma, ni shodil, ampak je stekel dejansko. On sploh ni hodil, on zdaj, pač on teče okoli, on ne hodi. In tudi mi dva ga že, ne vem, ko gremo na igrišče, skoraj da ne mora res teči za njima. Tako da ima res željo po gibanju in po vsem, pa jaz verjamem, da mu bo všeč polo. Tako da ja, ne bomo pa nič pričakovali od njega, ker se je sam odločil. Jaz pa, evo, sem ga pripravljen vzeti, trenirati, posvetiti veliko časa, to definitivno, ampak pač, če ne bo hotel, ga ne bomo silili. Zelo lepa misel za konc. Ura gre takole, če se pogovarjaš s prvakom, z res zanimivim človekom, kot je Timotej Bečan, spoštovane. Zdaj, Timotej, samo še eno stvar te vprašam, preden te spustim, morda, a imaš ti, ki si, bom rekel, zdaj že kar mnogim tekačem vzornik, tudi sam kakšnega svojega tekaškega vzornika? Ja, definitivno je Miran, zato ker nekako, tako kot vedno pravim, on ima družino, ima ženo, ima službo in ob vsem tem, poleg tega je pa že Abrahamovec, zdaj pač drugo leto, in mu dejansko uspe to vse uskladiti, kljub vsem težavam, ki jih imamo pač tudi vsi, mu vedno to rata in nekako res mi je vzor v tem, no. Tako da nimam nobenega nekega tujega vzornika, tako kot, ne vem, par košarki, ki je bil, ne vem, Jordan, Bryant, LeBron James, no tukaj dejansko mi je on.
Pa mi tudi verjetno bo, dokler se bom jaz tudi s tem ukvarjal. Bravo. Super, super popotnica za vse tam zunaj. Dragi Timotej, hvala ti še enkrat, da si se oglasil v tale podcast. Seveda ti želimo uspešno nadaljevanje, vrhunsko nadaljevanje tvoje kariere, pa da si čim prej poštimaš tale iliotibialni sindrom. Mi te bomo spremljali, mi bomo navijali zate. Dajva čist za finale, morda ima še čist končno sporočilo, hkrati pa voščilo za naše gledalce in poslušalce o prihajajočih praznikih, o prihajajočem pač novem letu, da zaključiva z eno tako pozitivno noto, z enim motivacijskim sporočilom. To moram biti zdaj malo pesnika. Daj si, Duška. Ne, pač ne vsak, mislim, tako kot sem prej rekel, začel sem vlog recimo tudi snemati s tem, da predstavim, da je šport lep, da ni zdaj, da je treba, da nas vse peče po intervalih pa to. Ampak da je dosti, da pač gre človek na en hrib, da se malo razgleda, nadiha, prediha, da dvigne malo svoj utrip. Pač to je to, no. Nekako gibanje se mi zdi je ključ do res zadovoljnega življenja, da pač pobegnemo tudi pred vsemi temi obveznostmi, ki jih imamo, se odklopimo. Veliko ljudi tudi vidim s slušalkami, gre v hrib, pa to ne dajo to ven, pa poslušajo ptičke, kako pojejo, pa to. In nekako se mi zdi, da ljudje smo preveč v tej tehnologiji, pa to zdaj, tako da smo se malo odtujili od narave, in da rabimo to, no. Na dolgi rok res, mogoče tudi pol, ne vem, šele v penziji to spoznamo, ne, ko imamo čas zase, pa to, pa da ne divjamo levo, desno. Ampak ja, pač šport je lep, šport je koristen in ne vem, jaz upam, da tistim, ki smo v športu, da nam uspe še več ljudi noter dobiti. Ne zdaj v vrhunski šport, ampak tako, da pač naredijo nekaj zase, ker vsi vemo, pač ljudje smo vse bolj, pač čisto grdo povedano, debeli, nezdravi, v bistvu fizično, tako da mi zdi, šport je rešitev iz tega. Se pravim, psihično, kar se tiče naše psihe, je to odklop od vsega tega, fizično pa pač, ne vem, neka normalna telesna teža, normalno srčno, mislim, normalno ožilje in to, tako da pač v bistvu fizično zdravje pa psihično zdravje sta tukaj res te točki, ki jih šport prinaša. No. Jo, to je to. Timotej Bečan, hvala ti. Še enkrat lepe praznike, vesel Božič, srečno novo leto tebi in tvojim. Enako. Tako, ostanejo na zvezi, te spet povabim, ko osvojiš svoj prvi naslov svetovnega prvaka, kar ne dvomim, da bo kmalu. Lepo se me, hvala ti, srečno. Adijo. Absolutno fantastično, drage in dragi poslušalci in gledalci, kako zaključiti to tekaško leto, kakršnokoli je že bilo, s takim gostom. Poslušajte, kar vam ima Timotej zapovedati. On že ve, kaj govori, tako mlad, ampak tako izkušen. Marsikaj se lahko naučimo od njega, seveda mu želimo čim prejšnjo vrnitev na gorske stezice in na ceste, jasno. Mi bomo tudi za njim. Kaj naj vam še rečem v zaključku tega leta? Hvala vsem še enkrat, ki me spremljate. Brez vas pač tega ne bi imelo smisla počenjati. Res sem zagret, res imam mnogo idej, kako to stvar še v letu 2021 nadgraditi. Kot so že povedali tudi moji gostje, da vam še za na konec želim, ostanite zdravi, ostanite motivirani, ostanite zagreti. Vsekakor pa nikoli ne odnehajte, vsaj pri tako žlahtni rekreaciji, kot je tek. Naj bo leto 2021, da bom pa res rekel slabše kot letos, bi bilo že težko. Najboljše doslej, tako da vidimo se na teku, vsekakor pa bom z vami tudi jaz, Marko Roblek, gostitelj podcasta Zagret za tek, tudi v letu 2021. Vesel Božič, srečno novo leto, lepo praznujte.
Ho, pa velik daril. Čau!